želimo še enkrat pozvati volivke in volivce na volišča, da se množično udeležijo referenduma, da glasujejo proti, kajti vsa dosedanja soočenja z predstavniki vladne koalicije nas niso prepričala, nam niso dala odgovorov, ne pisnih, ne ustnih, o tem, da bi lahko zavrgli tako opredeljena mnenja pravno-zakonodajne službe, kakor tudi mnenja zunanjih strokovnjakov in seveda naše ugotovitve, saj smo zakon zelo dobro preštudirali. Največji problem je nova pravno-organizacijska oblika javnega zavoda, ki ne bo več javni zavod, ki bo, tako kot tudi v tem zunanjem mnenju iz Poljske piše, prešel lahko v gospodarsko družbo, ki ima poslovanje temelječo na načelih dobičkonosnosti. In seveda tudi v samem zakonu piše, da naj bi bilo javnega programa le 51%, pomeni polovico, čemer imamo jasno dejstvo, da bo sedanja nacionalna televizija prešla v komercialno in programi bodo postali povsem drugačni, kot so danes in kot jih nalaga zakon. Nadalje smo se v Slovenski ljudski stranki opredelili do premoženja. Kot veste, smo pozvali ministrico Širco, da nam dostavi verodostojen dokument o vsem premoženju RTV-ja, kajti prav ta zakon pravi v 2. členu, da bo vso premoženje, ki je sedaj v vlasti Slovenije, torej države Slovenije, prišlo v upravljanje in razpolaganje javnemu zavodu, torej tej novi obliki RTV-ju, kar pomeni, da ga bomo lahko zadolžili tudi do celotne vrednosti premičnega in nepremičnega premoženja. Iz tega skromnega seznama, ki ni verodostojna listina, ki ne nosi niti podpisa, niti parafa, niti žiga, to ni uraden dokument države, izhaja, da je tega premoženja nepremičnega 55 milijonov evrov. In če ugotovimo, da je ta seznam nepopoln in da se lahko nova oblika RTV-ja zadolži za vso svoje premoženje, potem je logično, da bodo dolgovi, torej zadolžitve, lahko znašali tudi nad 100 milijonov evrov. Na tem dejstvu seveda tudi v mnenju zunanjega strokovnjaka, dr. Karol opozarja, da je možno slabo poslovanje in zadolževanje ter razpolaganje z vsem premoženjem obremeniti tako, da lahko pri takšnih dejavnikih RTV zaide v finančne težave, pri čemer seveda ne bo to možno pokriti iz naročnine davkoplačevalcev, ampak se lahko zgodi tudi najhujše, to je stečaj takšne družbe. Izvoli. Hvala. Gospod Puksvič. Ja, lep pozdrav, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Še en razlog, zakaj gremo v nedeljo na referendum in glasujemo proti. Zato, ker ne dovolimo, da bi Golobič Širca oziroma rdečo-oranžni cunami dvignil RTV naročnino. Če bi veljal ta zakon, bi se avtomatično RTV naročnina dvigovala z inflacijo in življenjskimi stroški, kar pomeni, da državljanke in državljani za televizijsko naročnino, ki danes plačujete 12 evrov, bi že plačevali 35 evrov. Skratka, če že z nič drugega, to pa dejansko vsaki ve, da mu se to jemlje ven iz žepa, da zato mora iti na referendum, če hoče svoj žep obvarovati. Oranžno-rdeči cunami je začel na bankah, nadaljeval na energetiki in seveda pristal na RTV-ju. Upajmo, da ne eno, ne drugo se ne bo zgodilo in jaz sem prepričan, v Slovenski ljudski stranki verjamemo v to, da bo v nedeljo ljudje glasovali proti zakonu in tako bo ta zakon padel, tako kot je včeraj v Državnem zboru padel zakon o zemljiški knjigi, ker pač enostavno ni bil življenjski, ker ga je rdečo-oranžni cunami naredil za odvetnike in notarje. Vzel ljudem to, kar lahko danes sami delajo in seveda naredil za njih. Sedaj pa zajamemo globoko sapo in rečemo takole. Paviljon sejem Gornja Radgona. Poznate ga, torej vi iz nacionalne televizije, je vreden po uradnem dokumentu, ki smo dobili strani ministrice,
3449 evrov. Hitro iti pa to kupiti, ne? Definitivno se splača. Pa zelo malo denarja in potem boš to že pri enem sejmu, boš to z najemnino seveda dobil nazaj. Skratka, ta pravni status, samostojna pravna oseba javnega prava, posebnega kulturnega nacionalnega pomena, pomeni točno to, pomeni privatizacijo vse tisto, kar se splača. In, poglejte, če bo izguba, kljub temu, da se bo naročnina dvigovala tako z inflacijo kot z rastjo življenjskih stroškov, potem bodo pač dvignili še naročnino. Če bo profit pa se bo delil med tiste, ki bodo seveda imeli tisti privatni delež v tej družbi. Kaj bo z novinarji? Ja, tu pa tam seveda nekateri posvečeni bodo imeli od tega več. To je vedno tako bilo in bo. No in tretji razlog, torej pri tej finančni konstelaciji, kaj smo dobili strani ministrice, ni nikjer ovrednotena niti oprema, nikjer niso ovrednotene ne nepremičnine in tako dalje. To gre, mislim, skoga se delajo norca z 55 milijonov, po mojem gre za, ne vem, za 500 milijonov ali pa še več vrednosti premoženja nacionalnega RTV-ja, ki je sedaj v lasti Republike Slovenije. To pomeni na takšen način, veste, na takšen način, kot se je pred 20 leti začelo prihvatizacija slovenskega gospodarstva in kam so nas pripeljali ti strašno pomembni in sposobni menedžerji, edino z menedžerskimi plačami, tajkunskim načinom privatizacije, torej na to, da imamo danes to tavžnih ljudi brez dela in seveda to se bo zgodilo s to našo edino nacionalno inštitucijo, torej nacionalnim RTV-om, ki ga danes imamo. Bog ne daj, da se to zgodi, zato vsi na referendum in glasovati proti. Ni drugega. Najlepša hvala obema govorcema. Bi dodala, ta seznam je absurd. Da država v tem trenutku, ko je izvedla popis nepremičnin za fizične in pravne osebe in bi prav tako mogla imeti enostavno popisan seznam tega, kar je državnega, kar je last Republike Slovenije in da tega v tem trenutku ni in da smo na ta odgovor čakali 17 dni in da smo tak dokument dobili na spletni strani, ki ni uraden dokument, ki ni niti po obliki GURS-a, niti po knjigovodski listini slovenskih računovodskih standardov. Je to dejansko neresno in neodgovorno in pravzaprav smešno, da gremo v spremembo zakona, kjer se prav to premoženje prenaša v last in ne vemo, kaj to sploh je. Dodala bi še to, da je v tem mnenju zunanjega strokovnjaka iz Poljske napisano, da imajo resne pomisleke, da ta novi zakon ustvarja 5 ravni odločanja in sicer uprava, nadzorni svet, zunanji organi, računsko sodišče in vlada. In posebej opozarja na to, da politični vpliv skozi ta novi zakon, tako opevano strani vladne koalicije, da se politični vpliv zmanjšuje, da ga ne bo več, negirajo in navajajo, da prav določila, ki jih ima, pooblastila, ki jih ima vlada in prekrivanje odgovornosti, pristojnosti med vsemi temi organi so dejstvo, da bo prišlo ne samo do političnega vpliva, enostavno navajajo, bom kar citirala, vsaki demokraciji, še zlasti pa mladi demokraciji, tovrstni kolektivni organ, kot je uprava, vedno vzbuja skušnjave po imenovanju njegovih članov po partijski liniji. Torej, to nam zgovorno pove in dajmo si to priznati. Ta nov zakon je slab in ne prinaša avtonomije in depolitizacije. Torej, takšno strokovno mnenje, če bi ga dobili gospodinstva namesto tistih zloženj, ki smo jih dobili strani vlade, bi nam ustvaril jasno sliko pri navadnih državljanih, kaj pravzaprav novi zakon prinaša, kaj je dobro, torej tudi to lahko preberemo, tistih par malih alinej, ki so pozitivne in večina tega mnenja je negativnega. Tista zloženka, na katero tudi gospa Potrata na vseh soočenih prisega, da jo svetuje, da jo vsi preberemo, je končala žal v koših gospodinstev. Torej,
Mislimo, da je pri tem trditvi, da gre za dober zakon in pozivanje ljudi naj glasujejo za ta zakon, enostavno zavajanje, ki se ne bi smelo dogajati. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. To so bile torej naše vprašanja in naši pomisleki v zvezi s tem zakonom. Sedaj pa vabim vas, spoštovane novinarke in novinarji, za vaše vprašanja. Karkoli še nejasnega v zvezi z našim mnenjem oziroma z mnenjem Slovenske ljudske stranke v zvezi z novim zakonom o RTV Slovenija. Vse jasno. Ja, dobili ste tudi torej osnutek sporočila oziroma sporočilo za medije in pa tudi ta seznam 1,5 stranski nepremičnin, ki je objavljen sicer tudi na spletnih stranih Ministrstva za kulturo. Vam bomo pa osnutek sporočila oziroma sporočila poslali še po elektronski pošti, da imate še to verzijo. No, ljudje, ko se z njimi pogovarjaš, to resnično razumejo. A naročnina se bo povišala? Ja, to pa ja. Torej tega koalicija nikjer ni povedala, da je to v zakonu. In to treba ljudem povedati, sedaj seveda ostaja to ne bomo rekel v božjih, v vaših rokah, da še to naredite, kaj pač lahko naredite. Da jim to poveste. In to seveda jih enostavno bo vdarilo po žepu, oziroma nas bo vdarilo po žepu. Je pa za nas resnično najbolj absurdno to, okrog tega lastninjenja in privatizacije. Mislim, to res ne more biti dopustno. To se ne sme zgoditi. Ta zakon je pravzaprav, kot rečemo, kot smo slišali na zadnje izražene besede, potreben resetiranja. Vrnitev v začetno stanje, odpreti ušesa za vse pripombe vladne zakonodajne službe na 16 straneh spisane, upoštevati vse pripombe tujih strokovnjakov, najprej postaviti zakon o mediji, noveliran zakon o javnih zavodih in seveda začeti postopek znova. Torej, s tem, ko upamo, da bo zakon padel na referendumu, ne bo nobena škoda narejena, ampak korist v tem, da se bodo stvari uredile v tej smeri in na ta način, kot je potrebno. Vladna koalicija seveda s tem hiti, kajti če bo zakon potrjen, potem bo v 3 mesecih, v 90 dneh postavila vse organe na novo, čisto vse in 5-člansko upravo. In seveda tukaj je prilika za politično kadrovanje, to je v tem mnenju jasno napisano in seveda zato hiti in nagovarja volivce in volivke naj glasujejo za, kar je neustrezno, kajti zakon je slab. Nadalje naj še povem, kot zaključim še eno malenkost. Prav včeraj sem gospodu Potrču izpostavila dejstvo, da konstituiranje novih organov nadzornega sveta, programskega sveta po tem zakonu lahko poteka pri že 3/4 imenovanju članov. In sem se pa vprašala, kje je tukaj demokracija. Ali se nadzorni svet, ko se prvič skliče, konstituira in izvoli izmed sebe predsednika, podpredsednika, namestnika, ali je to demokratično, da se to opravi že pri 3/4 sestavi. To je po zakonu o gospodarskih družbah sploh ni možno in nesprejemljivo. In priznanje je bilo, da res to zakon omogoča, ampak bomo pa še enkrat glasovali. Ja, oprostite, a smo v otroškem vrtcu. Glasovanje po zakonu 2-krat ni možno odvzem nekomu mandata, ki ga pravkar dobi. Tako, najlepša hvala tudi vsem, da ste se udeležili današnjega današnjega konference.